Mogoče bi z različnimi podatki povedala, koliko let ali pa kako dolgo sva bila sodelavca. Najkrajše 32 let. Ampak mogoče več pove o tem, kako dolgo sva bila sodelavca, da je bilo v tem času v Cankarjevem domu več kot 49.000 prireditev, da je šlo v tem času skozi Cankarjev dom več kot 14 milijonov obiskovalcev, da smo v tem času obrnili gospodarno več kot 340 milijonov evrov. Ja, on je imel pravzaprav drugi na šoli, če vključujemo profesorje, drugi na šoli je imel avto. In to zelo lep avto, ne. Bil je zanimiv človek z avtomobilom, dijak z avtomobilom. Moje znanstvo z Mitjo Rotovnikom in najino prijateljstvo traja že zelo dolgo časa. Spoznala sva se še v srednješolskih letih in sva potem kasneje tudi sodelovala v vodstvu takratne Slovenske mladinske organizacije. Ko je še delal, je pa to bilo izjemno naporno. Vstajal je ob 7, bil je ob 8:30 vedno v pisarni, delal je vsaj do 4 popoldne, do 4:30, potem je nekaj pojedel, se kakšno urico spočil in skoraj vedno je šel nazaj. In prihajal domov ob 10:30 zvečer. Smo v tej veliki sprejemni dvorani, je nastopala skupina Branka Potočana in so imeli iz stropa dvorane obešene vrvi, na katerih so plesali. In ko se je gospod Rotovnik po zaključku programa sprehodil mimo teh vrvi, je spontano slekel suknjič in 1, 2, 3 zlezel na vrh po vrvi, ne. In je v bistvu navdušil in osupnil vse prisotne pokrovitelje, donatorje. In najbolj so ga zanimale lutke. On je igral Pavliho. In to je bila taka figura, da je na vseh predstavah so otroci neverjetno reagirali, ne. Res je, da če človek sliši ime Mitja Rotovnik, je to povezano z Cankarjevim domom. Je pa on tudi sicer človek, ki se je veliko ukvarjal tudi s humanitarnimi aktivnostmi. Je človek, ki je bil nekajkrat tudi kandidat za kulturnega ministra. V sobotah je pisal programe, popravljal neke definicije, ki so bile pomembne, popravljal za ljudmi, ki jih mogoče niso napisali zadosti dobro ali pa se njemu mogoče zdelo, da ni zadosti dobro. Kar naprej se ukvarja še s temi programi, kulturnimi programi, ker on še vedno upa, da se v tej kulturi da kaj spremeniti, ker enkrat se bo seveda moralo to spremeniti, če se ne bo prej vse sesulo. Kot sodelavca ga lahko ocenim kot osebo, ki je bila izjemno zagnana, z neskončno energijo, z dobrimi idejami in z velikim posluhom za sodelavce, pa tudi za poslovne partnerje. Mi smo igrali po 10 dni v letu, smo igrali na Gospodarskem razstavišču po 4 predstave na dan. In vedno je bilo vse polno in on je bil glavni. Po vojni smo imeli malo igračk, ampak ena od teh je bila škatlica, kjer je bil na vzmeti možiček. In ko si pokrov odprl, je tisti možiček na vzmeti skočil ven in je pokazal svoj jezen obraz. In če je Mitjo kaj razjezilo, je deloval tako kot takšen možiček iz škatle na vzmeti. Komentiral, se pogovarjal z ljudmi, tako da pri nas kakšnih vikendov ni bilo, ne. Njegova vrata so bila praktično vedno odprta za vse zaposlene in tudi za vse umetnike, poslovne partnerje, tiste, ki so mu želeli dati kak nasvet, idejo. Izjemno samozavesten. In to je bilo njegovo vodilo. Neizmerna trma in doslednost in delavnost. Bil je zelo dober sošolec. Zelo je znal prisluhniti, poslušati in bil je zelo spoštovan. En moj sodelavec je na enem od družabnih sreč od Cankarjevega doma enkrat rekel: Mitja, ti si legenda. In mislim, da je lahko Mitja Rotovnik zares ponosen za to, kar je dosegel kot direktor Cankarjevega doma. Z eno besedo, kot zelo zvestega prijatelja.